so postali v Gradcu, ja. In zdaj so ga zasedali, invazirali in bomo videli, kaj se bo zgodilo. So vam izdali kakšno skrivnost, mislim, o svojih načrtih? So bile zelo pozitivne vesoljce, kot smo mi uspeli present. In se mi zdi, da mi je všeč tukaj, no, in da bojo zdaj v naslednjih dnevih, da bojo se probali asimilirati. Da bojo mogoče, kakšni od njih se dejansko probali tukaj naseliti za stalno, ampak to bi znali določene probleme pač imeti s tem, ampak se mi zdi, da to so njihovi načrti, da bojo tukaj ostali in da bojo se probali zaposliti, mogoče celo se orientirati, malo spoznati kakšne zanimive homo sapiense. Jaz sem slišala, da so že si rezervirali eno vodeno turo v Muzeju moderne umetnosti v Gradcu, v Kunstfausu. Grejo tudi kam z uspenjačo? Z uspenjačo možno tudi, da bodo sistem tramvajev pa avtobusov počasi tudi razumeli in da bodo počasi začeli širiti. Aha. Ampak od vseh možnih mest na tem svetu so našli ravno Gradec, ne? Ja. Ampak vse to je cool, ker je dosti blizu Ljubljane, se mi zdi. Ja. Možno, da pride tudi v Ljubljano. Jaz mislim, da obstaja velika možnost, da enkrat septembra bodo že tako hitro, preleteli bojo svojo kocko in se spustili. Ja, ne izgledajo tako inteligentni, ne? Ampak prvi videz vara. Tako da mislim, da bodo hitro spoznali to kulturo človeško in da bodo se začeli širiti. Kaj pa se vam zdi, mislim, pred samo predstavo sem malo spraševala naključne mimoidoče oziroma tudi tiste, ki so namenoma prišli si ogledati ta napovedan dogodek ob 6. Vsi so bili nekako prepričani, da bojo imeli opravka z vesoljci, nihče se jih ni pa bal, ne? Mislim, kako si razlagate to? Ne, mislim, po vsej hollywoodski produkciji, ki nas je strašila z neznanimi letečimi objekti. Mislim, da je to ta kampanja za Evropsko unijo, da tukaj je obrodila sadove na dolgi rok, da moramo sprejemati pač drugačne in tuje. In tako se mi zdi, da se je tukaj Gradec pokazal očitno kot najbolj kažejo tvoje raziskave, kot pač mesto, ki se je naučilo vsaj delno. Pa Gradec je že zelo tako multikulti, delavci, se na cesti slišaš naš jezik oziroma razne jugoslovanske jezike kar naprej, tako da imajo izkušnje z Ausländerji. Mislim, da bodo tudi te Marsovce sprejeli. Ok, video ste bila pa vse nekako postavljena v neko vlogo režiserja, recimo temu tako, ne? Organizacije tega kaotičnega dogodka. Ja. Kako jih je bilo koordinirati? Ja, kupili smo walkie-talkie, ampak pol niso delali. Danes sta se nam 2 Marsovca zgubila in pol smo jih iskali 3 ure po Gradcu. Jaz upam, da se to ne bo več veliko dogajalo, ampak načeloma mislim, da če jih dolg ni domov, so verjetno jih odpeljali ali na policijo ali pa v bolnico ali pa nekaj. Se mi je pa zdelo, mislim, ko sem prebirala to programsko knjižico oziroma jo listala, ste bili edini, ki niste bili časovno umeščeni v ta festival. To ni bil tiskarski škrat. No sej, jaz sem dobila občutek, da ste nekako posebni gosti tega festivala. Ali se motim? Najbolj posebni gosti. Ja. Ni bil napovedan dogodek, zato ker nismo vedeli, do zadnjega se ni točno vedeli. No, ampak če jaz malo demistificiram celo stvar, ker je predstava bazirana na interakcijah in zakaj električne invazije, ker je to ena ideja, ki že dolgo časa razvijamo, da ideja interaktivnega gledališča, se pravi gledališča, v katerem gledalci sodelujejo, eni bolj, eni manj, ampak ki se dogaja v komunikaciji, ne samo v prezentaciji. In ta predstava je bila v bistvu samo uvod v to interakcijo, ki se bo dogajala še naslednjih 3 dni v Gradcu. In smo si želeli, da bi že tudi pred predstavo bilo neke te interakcije. Skratka, da ne bi bilo napisano v programu, v časopisu, kdaj je predstava in ti pridejo na predstavo. Ampak smo si zamislili to tako, da morajo oni sami ugotoviti, kdaj ta predstava je. In smo to vesoljsko ladjo našo, tako bo spostavili v Gradec že 5 dni prej. Zraven pa je bila v kocki je bila ena luknja. Če sem tam pogledal luknjo, je tam bil en odštevalnik časa. In se je gledal del časa,
si lahko izračunal, kdaj se bo zgodil ta dogodek, kdaj se bo kocka odprla. Ampak pol nas je zaskrbelo, da mogoče vseeno ljudje niso tako potrpežljivi, da bi vsi to razumeli in da to od ust do ust danes, ko imamo vse te medije in tako naprej, ne deluje več. Tako da pol smo obesili tam tudi ena navodila, kako naj si pomagajo, in po zadnji dan smo tudi dali časopis, da so znanstveniki razvozlali to skrivno kodo in odkrili, da je predstava ob 6, zato je tudi precej ljudi prišlo verjetno. Ja, in sem nekako dobila tudi občutek, da teh precej ljudi potem kar ni hotelo iti. Nekako sem slišala pisk, ki je oznanil neke vrste konec, ampak ljudem se je zdelo še zabavno hangati. Ja, bodi si se ljudem zdelo zabavno hangati, bodi si pisk ni bil dosti glasen, da bi ga vsi so bili zatopljeni v te interakcije. Kar je pozitivno, ker lahko razumemo pozitivno znak. Imate vidva dober občutek, se vam je zdelo, da je bila v bistvu ta meja nekakšni zares porušena, da so se ljudje v bistvu dovolj uživeli v svet vesoljcev in vesoljci pač so se skušali v naš svet? Ja, meni se je zdelo super. Jaz sicer nisem mogla vsega spremljati, ker se je to veliko dogajalo, ampak to, kar sem videla, se mi je zdelo super, v smislu, da so bile res reakcije, takšne in drugačne, da so bile reakcije močne na te Marsovce. In celo, da smo ugotovili, da so določeni Marsovci že očitno obstajajo v Gradcu na podlagi teh reakcij, smo bili presenečeni, da je kar precej... To so skrivni agenti, ki so jih Marsovci poslali na Zemljo že leta prej, da se tukaj asimilirajo in živijo to kulturo in zdaj počnejo plana. Ampak jih je več. Mi smo mislili, da jih bo nekaj, smo jih pričakovali, ampak v končni fazi nas je presenetili, ker jih je bilo več. Me zanima, če se bo v septembra ali jeseni tudi razkrilo, da v Ljubljani že obstajajo Marsovci. Jaz mislim, da so povsod, da so kakšni Marsovci sploh. Nekako je veliko majhnih takih Marsovcev, ki izgledajo kot otroci nekako, ampak so v bistvu Marsovci takih majhnih. This year we are very happy to have our Slovenian group working in our festival. Yeah. It's a really very special and important project for us. They do. It's the group Kutlut from Ljubljana, and they do. First time we have a project which lasts the whole week, and they work on a project which starts in the beginning of the festival and ends in the end. And in the middle of the festival, I think it's tomorrow, yeah. is the main point of this project, and the artists and the actors are inside the festival the whole time. Why do you find this group so important? I mean, for Graz and for you especially. For me, I really for like festival, the theater form they use. I like that they go directly to the street, that they improvise, that they have a really good concept, that they invite people from Graz to work with them, and that they use the whole city as a theater space. And it's very, very artistic what they do. It's not a joke, it's not a workshop, it's not just fun, it's really theater. It's a new dimension of theater. Did you see any of their earlier performances? Yes, I did. And I was very impressed. Which one? If I know the name, it's different for Austrians. It's so close, Slovenia, and the language is so much different. I think I don't remember the name of the project. Was there a truck involved and and folk songs and so on? No? I didn't see it. I just know about it. I saw the images and the stories about it. But I saw one performance, inside performance in a theater in Ljubljana.